Dober dan, en super lep kolesarski pozdrav iz Nove Gorice. Tukaj prištimujejo progo za ciklokros, ker bo jutri dirka. Jaz sem se pa odpravil na eno kolesarjenje po Vipavski dolini, kjer vam bom povedal nekaj o cenzuri na YouTubu. Danes je še en prekrasen sončen dan. Zdaj ob 10. dopoldan, približno 7 stopinj Celzija, skoraj nobenega vetra. Se pa ni treba čuditi, tukaj na kolesarski stezi je dovoljen promet tudi za avtomobile, in sicer za tistih par hiš, ki imajo tako neugodno lokacijo ob italijanski meji, da praktično nimajo nobenega drugega dostopa z vozilom. Drugače imam pa danes nove nogavice. Te so slovenske izdelave, tukaj iz Dornberka, pa najbolj, da vam kar moja žena pove. Živja, jaz sem pa naročila možu še ene nogavice, in sicer take zimske, ker vam povem, da ne sfolgam sprot prat. So ročno potiskane in ne vpijajo vlage. Pred prvo uporabo nogavice obrnite na notranjo stran in jih operite na 60 stopinj Celzija, da se skrčijo od tiskanja. Material piše tle, da je poliester 90%, poliamid 6%, elastana 4%. Bleso pa cena 23 evrov, to je skupaj z davkom in pa še poštnina, skoraj 25 evrov. Jaz bom pa pol na koncu videa dal eno kratko oceno, kako so se obnesle. Moram pa tudi povedati, da žanjem zelo velike uspehe na TikToku. 13. januarja sem naložil en 50-sekundni video, ki je imel 36 ur kasneje že 7000 ogledov. Presenetilo me je več stvari. V prvi vrsti število ogledov. Zdaj ne vem točno, koliko različnih gledalcev je to bilo, a so kjeri pogledali večkrat, koliko sekund so gledali. Ampak kljub vsemu, to so številke, ki so 10krat večje kakor na YouTubu. Presenetilo me je tudi, koliko ljudi ta tema sploh zanima. Tako sem predvideval, da so na TikToku bolj take zajebancije, razne norčije. Ampak prepričal sem se v nasprotno. Glih tako sem predvideval, da je na TikToku mlajša populacija, od otrok naprej. Zato sem tudi pričakoval kakšne komentarje v tem smislu, kakšne take bolj otroške ali pa celo žaljive. Ampak moram reči, zaenkrat so bili samo pohvalni. To je zagotovo presenečenje zame. Tega nisem pričakoval. Tako super toplo je, da sem dal dol tisti trak, ki sem ga imel prej čez ušesa. Ga res ne rabim, če bo kje na kakšnem spustu zahladilo, si ga lahko še zmeri dam nazaj gor. Je pa kljub temu še kar precej vlage, tako da se večino časa vozim po mokri cesti. Ok, dobro, in prej, ko sem omenil tiste žaljive komentarje, sem se potem spomnil na YouTube. Večkrat povem, da sem zelo vesel, da imamo tako super kolesarsko skupnost, kjer res ni nekih sovražnih ali pa žaljivih komentarjev, ampak večinoma kolesarski nasveti. Nedolgo nazaj, ko je kanal imel približno 450 naročnikov, se je pojavil en človek, ki mu življenje očitno ni prizanašalo in je komentiral enih 5-6 videoposnetkov z žaljivkami. Nič kaj, da bi šlo za kakšno konstruktivno kritiko, ampak pač psovke, žalitve. Jaz sem vse tiste komentarje izbrisal in gospoda potem tudi blokiral. Pa ne zato, da bi užalil mene, ampak bom povedal realno. Moje videoposnetke gleda tudi moja hči, gleda moja mama, gleda sestra, gleda 5-letna nečakinja. In sem prepričan, da bi tisti žaljivi komentarji prizadeli katero od njih. To je edini razlog, zakaj sem jih izbrisal.
To je tudi cenzura, ki jo bom jaz na kanalu striktno izvajal še naprej. Žaljivk in kakšnega sovražnega govora pač enostavno ne bom dovolil. Nimam pa jaz nobenih težav s kritiko, niti najmanj, da ne bo kdo mislil. Če kaj narobe povem, popravite me, če povem premalo, lahko dopolnite, če povem v redu, stisnete kakšen like. Saj te komentarji niso samo zame. Te videe gledajo večinoma ljudje, ki jih ta tematika zanima in želim, da iz vsakega videoposnetka odnesejo čim več, kolikor je možno. Saj itak ni važno, ali dobijo te informacije od mene ali pa od vas. Sicer pa lahko upirite vaš kritični prst tudi v druga področja, naprimer v izbiro tematik za videoposnetke, v kvaliteto videa, kvaliteto zvoka. Takih komentarjev bom jaz zmeraj vesel in kritičnih komentarjev zagotovo nikoli ne bom brisal. Vsa ta debata pa gre na račun neskladja, ki ga je ugotovil gledalec Silvo približno 2 dni nazaj, in sicer se mu število komentarjev ni skladalo s tisto številko, ki jo je navajal YouTube. Ne vem, tam je recimo pisalo, da je 8 komentarjev, on je videl pa samo 2. In je zato vprašal, kakšna je cenzura na tem kanalu. Seveda, jaz sem potem šel takoj na YouTube studio, to je tam, kjer nalagaš in urejaš videoposnetke. In sem videl vse komentarje. In jaz tudi zmeraj jih spremljam samo tam. Jaz ne berem komentarjev pod objavljenim videoposnetkom. Jaz sem potem takoj naredil print screene, zato ker sem predvideval, da gre za cenzuro od YouTuba, ker sem dejansko ugotovil, da pod objavljenim posnetkom tudi jaz ne vidim komentarjev. V studiu so pa še bili. Ampak tudi v studiu so potem naslednji dan zginili. Oziroma, moram reči tako, na računalniku jih ne vidim, na YouTube studio od telefona so pa še zmeraj noter. Tako da obstaja možnost, da gre tudi za neko tehnično težavo pri YouTubu, kakšne probleme pri prikazovanju. Težko ugotovim. Sem pa opazil že v preteklosti, da se je včasih zgodilo, ko mi je kdo komentiral, ampak sem jaz videl samo začetek komentarja gor na vrhu med obvestili, tam, kjer je tisti zvonček. Ko sem pa kliknil na komentar, da bi ga prebral in odgovoril nanj, mi je pa napisalo, da komentar ni na voljo. Zdaj tudi to ne vem. Ali je to mogoče cenzura od YouTuba, ali pa se je uporabnik sam premislil in je svoj lastni komentar izbrisal še prej, ko sem ga jaz utegnil videti. In potem tudi gor med obvestili čez nekaj časa zgine. V tistih komentarjih, ko sem prej omenil, da jih vidim pod zvončkom in da jih ne morem v celoti prebrati, nikoli nisem zaznal kakšne take vsebine, da bi jo že na prvi pogled ocenil kot sporno, tako da ne morem ugotoviti, kaj je problem. Se je pa tudi meni že zgodilo, da nisem mogel objaviti komentarja pod svojim lastnim videoposnetkom, in sicer je bil zbrisan isti trenutek, ko sem ga potrdil. Bilo je pri tistem videoposnetku o profi kolesarjih, kjer se je od spodaj razvila zanimiva debata, kako vse še ugotoviš, kdo je profi kolesar in kdo je amater. No in sem jaz tam hotel v enega od komentarjev napisati, ko pa prehitiš žensko, moraš pa potem takoj ustati na kolesu, da se vidi celo tvoje telo. In tistega komentarja ni bilo možno objaviti. Jaz sem predvideval, da gre za neko YouTube cenzuro, mogoče ga je zmotila beseda ženska in beseda telo v istem stavku in je umetna inteligenca predvidevala, da gre za kakšno sporno vsebino. Tega verjetno ne bom nikoli vedel. Sem pa pomislil na to cenzuro tudi zaradi tega, ker so zdaj v tem zadnjem videoposnetku zginili tisti komentarji, ki omenjajo Avstrijce, Nizozemce, Italijane, Nemce, da je to mogoče povezano s kakšno
nacionalno zadevo, da mogoče YouTube predvideva, da bi šlo za kakšno rasno nestrpnost ali kakšen nacionalizem, ampak tudi ta razlaga najbolj ne pije vode, zato ker en komentar, ki omenja, da so Italijani poden od voznikov, je pa ostal objavljen. Nimam pojma, evo, res. Jaz danes kolovratim po Vipavski dolini, zato ker mi je par gledalcev na TikToku napisalo v komentarje: pridi v selo, pridi v Dornberg, pridi v Renče, v Rožno dolino. No, jaz bom naredil en tak krog, da bom vse te kraje zaobjel z eno vožnjo, pa posnel zraven še kratek video za TikTok in bo. Zdaj imam itak enih 44 km, spončki so za mano, naredim še 25 km ravnine in grem lepo domov. Ja, na začetku videa sem rekel, da vam dam še eno kratko oceno glede nogavic Spox. Noge so tople, suhe, prste čutim, da so rahlo hladnejši, niso pa trdi ali otrpli, tako da vse super. Dejansko ne morem reči, če je kakšna razlika z nogavicami Castelli, občutek je zelo podoben, zelo dober. V plus jim štejem to, da so slovenske izdelave, v minus pa to, da so povsem iz umetnih materialov. Pod spodaj v opis videa bom dal link do spletne trgovine, pa ne vsak sam presodi glede nakupa. Spodaj v opisu videa bom dal tudi link od Strave, kjer sem se vse danes vozil. Približno 75 km, slabe 3 urce. Zdaj vam ni treba čakati, da pridem do Nove Gorice. Jaz bom pa vseeno še preveril, kako je s postavljanjem proge za ciklokros. Ja, kakor je videti, so stvar postavili, par kolesarjev že trenira, jutri pa tukaj velika dirka. Hvala za pozornost, bodite fajn, srečno vožnjo, pejte tudi vi kakšen Giro in se vidimo prihodnjič. Čau!